Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Sliko smo v Domžalah, pred nami pa je nov poseben trenutek, nova posebna tekma v 35. krogu prve lige Telemach. Že včeraj je zelo čustveno v Mariboru, danes pa bo čustveno še v Domžalah. Zadnja tekma kapetana Domžal Senijada Ibričića, ki se poslavlja, zato tudi zares lepo. Tomič je dvignil žogo na desno stran, ampak Domžalčani znova v napadu. Morda priložnost za nevarno žogo v kazenski prostor. Ja, in tole bo 11 metrovka. Takoj so zahtevali domači najstrožjo kazen zaradi igre z roko. Blizu je bil Alen Bubek. In jasno, zdaj je takoj v skliki Ibra. Plodna za Ibričića v slovenskih tekmovanjih. Poglejmo, Ibričić z bele pike. Ibričić in gol! 8. minuta. 1:0 za Domžale in za rumeno družino se je tale tekma začela sanjsko tudi za Ibričića. Praznik v Domžalah torej spremljamo in v 8. minuti rumena družina vodi z 1:0. Ibričić se je razveselil zadetka 7. proti Celju, kot smo že ugotavljali, in zdaj je celjska ekipa na vrhu z Mariborom in Triglavom v njegovi karieri. V tej sezoni pa 5. zadetek za Ibričića. Ja, Kupović, dobra odločitev, zelo hitro Alić v sredino, priložnost za Martinovića in na pravem mestu Rozman, ki se je tule izkazal z obrambo. Krasna akcija, 18. minuta. Ibričić, tole je zdaj ostra žoga. Rozman je imel kar zahtevno nalogo, ampak uspel je žogo odbiti. Vendar ni to tisti pravi pritisk, ki so ga Celjani sposobni. No, zdaj morda bolje Božič takoj v prostor, priložnost za nevaren strel in žoga mimo desne vratnice. Celjani so poskušali s protinapadom, vendar ni uspela podaja. No, zdaj je še enkrat do žoge Janičić, tole je priložnost za Celje. In fantastično v bloku Šoštarić-Karić, nevarnosti še ni konec. Še ena žoga v sredino in kakšno priložnost je zapravil Šporn. Enajst proti 2 v kotih. Spet vsi visoki nogometaši Celja pred vrati. Priložnost. Mulalić pa, kot kaže, vendarle prepozen in gol je to za Celjane. 69. minuta. Celjska ekipa se veseli izenačenja. Bo pa tule zanimivo videti, za koliko je bil prekratek Mulalić. Zdelo se je, da je šlo za obrambo, za fantastično reakcijo. Kar nekaj njegovih podobnih v tej sezoni. Domžalčani zdaj v protinapadu, ampak spet pravočasno Rozman z igre, ampak vrata so prazna. Ali bo žoga šla v gol? Ne. Strel mimo vrat na koncu. No dobro, tekmo smo res začeli po željah, še glede na to, da se je zgodila 11 metrovka, ker je bilo za današnji praznik še toliko lepše. In po zadetku Ibričića smo vodili v drugem polčasu. Normalno mi imeli rezultat, Celjani poskušali anulirati to našo prednost, nekoliko več pritiskali na našo linijo in nekako iz ene prekinitve dosegli ta zadetek. Mi smo potem tudi dejansko osvežili ekipo oziroma dali mladim igralcem minutažo in normalno je, da se malo zgubi neko ravnoteža v kvaliteti, bom rekel, ampak so fantje pokazali ogromno želje in veliko truda, tako da glede na dogodek, ki je pač tudi na igrišču, mislim, da je pravično vsakemu točke. Dejan Đuranović, hvala in srečno. Simon, neka splošna ocena tekme, ni se začelo po vaših željah, v prvem polčasu ni bilo tiste energije, v drugem delu pa vseeno drugačno Celje. Kaj se je zgodilo morda med odmorom? Ja, moram se strinjati, nikakor ne začetek, kakršnega smo si želeli. V drugem polčasu mislim, da smo nekako stopnjevali ritem, si spet pripravili ogromno nekih lepih priložnosti. Če pač gledam
bom rekel, sami svojega zornega kota mi je žal, da mogoče danes nismo, bom rekel, tekmo obrnili sebi v prid in na koncu slavili. Hvala in srečno. Senad Ibričić se je upokojil, vi ste nekdo, ki ga ima v spominu iz tistih njegovih mlajših let. Kaj bi nam lahko povedali, kakšen je bil Senad, ko je igral v Rusiji? No, kot prišel Ibra v Lokomotiv, to je predsednik, Olga Smarotska je povedala vsem, da to je najboljša desetka za cel svet. I navijači pričakovali, da Lokomotiv tak bo s Ibričićem bo dobil veliko. I res Ibra včasih fantastično je izgledal na terenu. Hitro je šel daljše naprej, to idem v Evropi, ampak vsi navijači Lokomotiva zelo dobro imajo spomin o Senijadu. Kako pa ste se vidva potem sprejela, pogledala tule v prvi slovenski nogometni ligi, ko ste vi prišli v Celje, kaj vam je dejal Senjad? Da, to jaz njega pokličal in tak mi bili zelo veseli, kot spomnili ti. V vsakom primeru vesel, ko nekaj je dobrega spomniti. Kaj bi morda zdaj ob koncu kariere sporočili Senjadu, po čem ste si ga najbolj zapomnili? Jaz mislim, neki konec to je načalo novega življenja. I pomembno da ti imaš v glavi vse najboljše, kot bilo s teboj prej, ampak moraš razmisliti za naprej. Ima veliko dela v klubu, ima veliko dela v nogometu slovenskому. Jaz mislim, to potrebuje nogomet slovenski takega strokovnjaka kot Senijad. To res. Super, hvala in srečno. Tilen Klemenčič, poslovil se je vaš kapetan, dolga leta ste igrali z njim. Najprej morda samo neka splošna ocena, kako je sploh bilo od začetka sodelovati s Senadom Ibričićem. Bil je eno izmed večjih imen, ki je prišlo v Slovensko ligo. Ja, res je, z Ibrotom sva skupaj že 5 let, odkar je prišel v Domžale. Pa moram reči, da kaj veliko se ni spremenilo. Marsikaj smo se mi mlajši oziroma tudi starejši igralci lahko naučili od njega. Bil je res velik igralec, tako da smo mu lahko samo hvaležni. Kar se tiče njegovih kvalitet, koliko je bil pomemben tudi za sam razvoj Domžal? Pa sigurno vemo, da vse teh 5 let nekako se je večinoma vrtelo okoli njega, sploh naša igra, ni bil zastonj tudi dvakrat zapored igralec lige, tako da sigurno je bilo to zelo pomembno. Vidimo ga, kako je preprost, skromen, ampak tudi zelo miren. Kaj pa v slačilnici, ko so veselja ob zmagah, je tam drugačen Senjad? Zdaj ga morda lahko opišete, ko je uradno končal kariero. Pa mislim, je tudi miren, no, ampak mogoče še najmanj miren je na terenu. Sploh, kar se tiče glede napak, pa tega zna kar hiter zgubiti živce, pa po domač povedan je mater, ampak ja, je tako že prav, tako da naj ostane tak tudi naprej. Kakšen pa je bil v uspehih potem v slačilnici? Drugačen Senjad kot na igrišču, se je znal nasmejati tudi do ušes? Ja, zna se tudi pohecati na vsak račun, tako da ja. Kaj pa morda še kakšen trenutek, ki vam bo najbolj ostal v spominu ob tem, ko ste delili slačilnico z njim? Pa bilo jih je kar nekaj lepih, saj sem tudi že nekaj časa nazaj rekel, da moram reči, da mi je ostala tudi v spominu tekma proti Kopru v prvi polčas, ko smo dobili gol, ko sva se res sporekla, zelo redko se sporečeva, ampak ja, na koncu sva zakopala bojno sekiro in je bilo vse v redu. Samo še morda nek stavek, kaj mu želite ob koncu kariere? Želim mu vso srečo. Vem, da bo sigurno pogrešal nogomet, ampak kot je že sam rekel, je tukaj še dosti drugih športov, da se bo ukvarjal z njimi. Tako da to je to, Ibra, hvala za vse. Ste ga že videli na smučah? To sem se spomnil, da je njegova ljubezen, ampak ga je kdo videl smučati? Ne, to pa še ne. Moram priznati, da ne. Me pa po en stran tudi zanima, mogoče kakšen zgleda. Super, hvala in srečno. Hvala.